Pozdravljeni. Za nami je približno tretjina letošnje sezone svetovnega prvenstva Formule 1. In prav je, da si skupaj ogledamo, kdo nas je presenetil in kdo razočaral. Kot dobro veste, na novem spremenjenem koledarju letošnjega svetovnega prvenstva Formule 1 je planiranih 22 dirkaških vikendov in velika nagrada Barcelone je bila 7. Torej, lahko bi dejali, da malce zaokroženo je za nami prva tretjina letošnjega svetovnega prvenstva. In prav je, da si ogledamo, kdo nas je pozitivno presenetil in kdo nas je pošteno razočaral. Seveda, podal bom moje osebno mnenje, moje videnje tistih, ki so nas presenetili in oni, ki so nas razočarali. Ogledali si bomo voznike ter ekipe, ki so svojo nalogo opravili z odliko, ali pa se bodo morali še pošteno potruditi, da bodo dobili vsaj recimo temu neko zadostno oceno. A prav je, da začnemo s tistimi, ki so nas pozitivno presenetili. In seveda prvo presenečenje je Andrea Kimi Antonelli. Verjetno nihče izmed nas ne bi pričakoval, da mladi Italijan je sposoben tako zrelega obnašanja za volanom pri dobrih 19 letih. Ne smemo pozabiti, da je zmagal 5 dirk zapored. In to pomeni, da je ta mladenič, vsaj po mojem skromnem videnju, glavni pretendent za letošnji naslov svetovnega prvaka. Videli bomo sicer, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, ampak Andrea Kimi Antonelli v tem prvem delu je zagotovo največje pozitivno presenečenje. In drugo presenečenje je nedvomno Lewis Hamilton, ki je dosegel zmago za skuderijo Ferrari, ampak ne smemo pozabiti, da prihaja iz nekega niza rezultatov, ki so nad onim, kar smo videli pri njem, na primer v lanskem letu. Lewis Hamilton ima čisto drugačen pristop, kot smo ga bili vajeni lani. Je aktiven, je motiviran in to prinaša rezultate. Vsaj tako bi lahko sklepali po tem prvem delu sezone. In seveda Hamilton je dobesedno zaprl usta vsem kritikom, ki so ga še do nedavna nekako pošiljali izven Formule 1, sedaj ga pa vidijo kot vodilno silo pri skuderiji Ferrari. Marsikdo se bo sedaj tu spraševal, kam bi pa uvrstili Georgea Russella in Charlesa Leclerca. Tu ne bomo govorili o razočaranih, temveč bomo poudarili to, da sta tako Russell in Leclerc napravila tisto, kar se je od njiju pričakovalo še pred samim začetkom. Verjetno navijači enega in drugega so pričakovali več, ampak če smo iskreni, sta oba nekje tam, kjer bi ju pričakovali. A Russell, moramo priznati, ni imel sreče do tega trenutka, ampak sezona je še dolga in marsikaj se lahko še poravna. Tretji voznik, ki je mene osebno pozitivno presenetil, je Pierre Gasly. Govorimo o nekom, ki se običajno nahaja bolj v ozadju, ampak ne samo, da je z Alpinom praktično skoraj zmeraj med dobitniki točk. Treba je poudariti, da je v vsej skupini voznikov v letošnjem svetovnem prvenstvu verjetno tisti, ki doseže najbolj kvalitetno mesto iz tiste štartne pozicije, ki jo ima po kvalifikacijah.
torej tudi Gasly, je eno izmed prijetnih presenečenj, ki zna nekako pretvoriti potencial ekipe Alpine v tista mesta, ki peljejo do točk. Če vzamemo tudi tu za skupni imenovalec bolid, ki je enak za Gaslyja kot za njegovega moštvenega kolego Franka Colapinta, bomo videli, da v rezultatih je precejšnja razlika. In marsikdo sedaj lahko razume, zakaj sem v preteklosti bil tako kritičen do Argentinca. Mnogi so govorili o fenomenalnem Colapintu, ampak sedaj v perspektivi s tem Gaslyjem nekaj fenomenalnega ne vidim. Ampak brez kakšnekoli zamer, tu ne gre za kritiko Colapinta, gre samo za to, da vidimo njegovo pravo vrednost. In seveda, tu so tri, vsaj po mojem, največja presenečenja tega začetka sezone. Ampak imamo tudi tiste, ki so nas krepko razočarali. In prva točka, pri kateri se moramo ustaviti, je ekipa Aston Martin. Verjetno o njih smo pred začetkom same letošnje sezone slišali ogromno hvalospevov. Vemo, da je bolid nekako plod dela Adriana Neweyja, vemo, da je Honda prišla k temu britanskemu konstruktorju iz Silverstona in mnogi novinarji so jih dobesedno kovali v zvezde. Še posebej, ker imamo v ekipi poleg Lensa Strolla tudi Fernanda Alonsa. Ampak resničnost je čisto nekaj drugega. Čeprav AMR 26 izgleda izjemno futuristično, kakšnih konkretnih rezultatov na progi nismo videli. In Aston Martin je verjetno največje razočaranje tega začetka sezone, predvsem zato, ker so bila pričakovanja izjemno visoka. Drugo razočaranje je, vsaj po mojem videnju, McLaren. In tu je treba dodati, da so pri ekipi iz Wokinga malce zaspali na lastnih lovorikah, na tistem, kar smo videli na progi lani. Morda so v lanskem letu porabili preveč razvojnih sredstev za lansko šasijo in ne toliko za letošnjo, ampak videli smo, na primer na veliki nagradi Kitajske, da oba bolida nista niti štartala, kar je kot zanimivost njihovo 1000 dirko premaknilo iz velike nagrade Monaka na veliko nagrado Barcelone, kar je nekako skazilo njihovo praznovanje, ampak nič za to. Povprečnemu navdušencu to ni bilo jasno. In seveda pri McLarenu ne smemo mimo dejstva, da je Oscar Piastri tisti, ki je nekoliko pod pričakovanji in bi lahko dejali, da je tudi on neke vrste razočaranje. O Landu Norrisu verjetno ne bomo izgubljali preveč besed, kajti pričakovali smo nekaj takega, ampak nismo pričakovali takšne apatije od samega Piastra. Vsaj jaz sem od njega pričakoval več karakterja in seveda neko zmožnost, da bo ekipi pokazal, iz kakšnega testa je. Ampak ko ga gledam na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1, mi zgleda, oprostite mi primerjavi, na splošno povedano, nekoliko zaspan. In to je verjetno nekaj, kar kaže, da Oscar Piastri pri McLarenu nima več prihodnosti, ampak videli bomo skupaj. Med ostalimi, ki so me resno razočarali, ne morem mimo Estebana Ocona. Če je Oliver Behrman pri ekipi Haas še nekako, recimo temu, znosen, povprečen, pričakovan, je Esteban Ocon tisti, ki kaže, da zadevam ni kos. In ne bom presenečen, če ga naslednje leto sploh ne bomo videli na štartnem razporedu. Rad bi vas spomnil, da je že izgubil sedež
v Formuli 1 in eno leto pauziral. Seveda takrat, ko ni bil več član ekipe Force India in je eno leto preživel kot testni voznik Mercedesa. In tu podobna usoda z Valtterijem Bottasom, ki je tudi pod vsako kritiko. Vemo, pri Cadillacu ne smemo pričakovati tistega, kar nam mnogi obljubljajo. Ampak vsaj po mojem izgleda, da se Perez pošteno trudi, medtem ko Bottas nima niti tistih trenutnih prebliskov, ki smo jih bili vajeni pri njim, ko je bil član tovarniške ekipe Mercedes. Tako da, podobno kot Ocon, tudi po mojem skromnem videnju, je Bottas tisti, ki je nekako pod kritiko. In verjetno sedaj marsikdo pričakuje tudi mojo oceno glede tistega, kar se dogaja pri ekipi Red Bull. In tu bi lahko dejali, da niso ne presenečenje in niti ne razočaranje, kajti pričakovali smo, da bodo imeli takšne težave. Prvič, menjava generacij v sami ekipi, v tistem delu, ki je praktično prišel na novo, kajti mnogi pomembni člani te ekipe so odšli drugam. Drugič, popolnoma nov pogonski sklop, ki je po nekaterih podatkih celo najmočnejši na štartnem razporedu, kar se tiče motorja z notranjim zgorevanjem, čeprav imam tudi jaz določene dvome. In tretjič, vidimo lahko, da Max Verstappen zna še zmeraj dodati tisto nekaj več, čeprav mu to ne uspeva na vsaki dirki. Torej, Max je v tisti pričakovani formi. Tu je treba pohvaliti Izaka Hadjarja, ki je bistveno boljši kot njegovi predhodniki. Čeprav tudi od njega bi lahko pričakovali več. Torej, če smo govorili pri, na primer, McLarenu, da gre za razočaranje, pri Red Bullu ne smemo mimo tistega, da je forma, ki jo vidimo letos, pričakovana. Ampak, kar se tiče tega prvega dela sezone, te prve tretjine, je to vse. Drugi pregled bomo naredili pa na koncu tako imenovanega evropskega dela letošnje sezone po veliki nagradi Španije. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.